Da, non vedo che sarà. Še beton je vien rukami. Boss mich an ist das. Zio, quando è No! Ma lei, quando si fa, se non viene, lei, kamorkoli prideš, lej, se to nima veze. Dobar, pa jaz tam če to. Ja, jaz im. Ne, drž pa za pa. Nič rekel. Delaš me pa ti počela. Danes kako? Nič nisem. Daj me ne imamo. Sam pa na glas ne. Kje kaže? Da se pove, kva bo na Kosovo naredili s takim, če v slovenski tacka naredil umno. Vse prav, vse za to.
Padne sveče. Jaz sem že Pero prišel. Doma dva parceka. Eno. Rob modela. Kje bomo štartali? Da umesti tri. A mi pa... Nekaj požgala, da ima pa nogasno. Ej, zdaj 10 metrov stran, no? 10 metrov. Spust dol, do konca, Ne, tu približ. Namen akcije je bil predvsem opozoriti lastnike, ki divjajo, lastnike avtomobilov, ki divjajo tle čez vir z velikimi hitrostmi in ogrožajo življenja tujih in pa svoje, so seveda. Tale smrt nas je zelo pretresla, tega fanta. Upam, da se to ne bo več ponovil in da bom s to gesto, ki smo danes naredili, se marsikakšen zamislil, pa malo bolj varno vozil čez tale strne naselje. To ste pa šli od njegove hiše pa do Mi smo šli od Ovinka dol, se začne Bukovčeva pa do Količevo, papirnice Količevo, to je bil namen. Skozi čez to cesto. Tam vmes je pa tudi kraj nesreče, ki je pa še posebno viden. Pa zanimivo, da se je odzvalo praktično cel vir, ne? Neverjetno, ljudi toliko, bilo neverjeten odziv, solidarnost, vsi so sočustvovali s tem. In večina jih je tudi, rekel, takoj se odzvala na tole mojo idejo, tako da moram reči, da sem res presenečen nad odzivom. Tako da nekaj sveč ste sabo imeli, večino so pa vse domačini sabo prinesli z doma, ne? Sveč smo šli iskati sami, večino pa vsak, ko smo ga obiskali, sam je rekel, da bo prinesel eno ali dve, tako da se je toliko sveč napolnilo. To je cirka 1200 sveč. Koliko? 1200 sveč? Sigurno toliko, ja, zato ker praktično cela ulica, pa na nekaterih mestih na obe strani, pa na vsak še 4-5 metrov je ena sveča prežgana, ne? Ja, upam, da je to zadnji primer take nesreče in da se bo tudi kaj naredili na varnosti cestnega prometa, da se bo dale omejitve, ko se že dolgo govori, če ne drugače mehanska, pa radar, da bi vsaj s tem malo preprečalo oziroma obložili te divjake, ki pač spoštujejo prometnih predpisov čez naselje. Upam, da bo to vsem v opomin, ampak pač spomin na ubogega fanta, ki je nedolžen šel. 22 let je žalostno umreti, na žalostno tragičen način. Ja, še praktično ni Voren začel živeti, komaj začel delati in evo. To je, ja. Kako se težko službe dobil, on jo je meni se zdi imel, ne? Ja. Jo je dobil, pa še zdaj pa on mogel jeti. Vse nas je to zelo pretreslo, moram povedati, no. Sploh tisti, ki smo tle ob cesti doma, smo sam čakali, da bo to prišlo, res. Se z dneva z dan stopnjuje, zmer hujši divjaki, zmer večja hitrost, zmer močnejši avtomobili.
In to je pa konc tega dogodka, zdaj ta tragična smrt. Dobro, hvala za take izčrpne svoje misli. Hvala vam tudi, da ste soglasili po tole posnetku. Dobro. Čau.
Agresija. Agresija. Agresija.